Kot veste, Nova Slovenija pripravila osnutek zakona o dostojnem pokopu. Kakšni so razlogi, da smo se za to odločili? Najprej zato, ker je pokop temeljno civilizacijsko načelo, da ima vsak človek pravico do dostojnega pokopa, do groba in spomina. Predlog je tudi usklajen z mednarodnim humanitarnim pravom in z določili Ženevske konvencije. S tem zakonom se približujemo ureditvah, kot jih imajo druge države Evropske unije. Naj povem, da druge države so to problematiko po večini že zdavnaj uredile, samo Slovenija še tega problema ni dokončno uredila. Letos mineva 100 let od začetka Prve svetovne vojne, leta 2015 bo minilo 70 let od konca Druge svetovne vojne, 25 let od slovenskega plebiscita in zato je skrajni čas, da tudi Slovenija to problematiko uredi na civilizacijski način. Novi Sloveniji ocenjujemo, da Slovenija po vseh teh letih, ko so med nami še vedno tragične in zamolčane zgodbe iz polpretekle zgodovine, ne more normalno delovati. S predlogom sledimo tudi pozivu članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki so septembra letos pozvali k ureditvi tega področja. Prav tako pa je to zapisano tudi v koalicijski pogodbi sedanje vladne koalicije, zato verjamemo, da bo ta zakon dobil podporo. Kot veste, so tudi 4 predsedniki že govorili o tem zakonu, o osnutku tega zakona in izrazili pripravljenost, da Slovenija naredi korak naprej na tem področju. Po zadnjih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino dosega število žrtev povojnih pobojev samo med Slovenci 14.885. V to niso všteti Hrvati, Srbi, Bosanci, Albanci, Italijani, Nemci in še pripadniki drugih narodnosti, ki so prav tako bili pobiti v času vojne oziroma času, ko so se umikali preko našega ozemlja. V Novi Sloveniji smo najprej pripravili popravek oziroma novelo obstoječega zakona, vendar, ko smo ta zakon, ta osnutek poslali zainteresirani javnosti, sta se nam odzvala predvsem 2 člana komisije o urejanju vojnih grobišč, in sicer zgodovinar Mitja Ferenc in pa kriminalist Pavle Jamnik. In prav ona 2 sta nam povedala, s kakšnimi težavami se komisija srečuje pri reševanju teh problemov. Zato smo mi novi zakon zastavili precej drugače, predvsem tako v smislu reševanja problemov, ki v dosedanjem zakonu niso dovolj jasno določeni, opredeljeni oziroma rešitve niso dovolj jasno določene. In torej s pomočjo teh 2 strokovnjakov, ki izhajata iz praktičnih izkušenj, smo pripravili ta zakon in si želimo, da bi bil ta zakon ne kamen spotike, ampak stopni kamen na poti reševanja problemov in pa tudi na nek način preizkusni kamen za novo politično kulturo, ki si jo v Sloveniji vsi skupaj želimo. Torej, ta simbolna gesta, ki pa bo tudi na nek način pripomogla k praktični izpeljavi dostojnega pokopa, mislim, da je lahko en korak na poti k spravi, pomiritvi v Sloveniji in k reševanju problemov. Naj pa opozorim, da ta zakon o dostojnem pokopu ne pomeni abolicije ali spregleda odgovornosti tistih, ki so krivi za usmrtitve. Pristojnost za preiskovanje teh dejanj ostaja na strani organov preiskovanja, kazenskega pregona in sodstva. Torej, ta zakon se ne ukvarja s temi vprašanji, ampak je bolj tehnične narave in bo pripomogel k dejanskemu reševanju teh problemov.
Želimo pa, da bi ta zakon dobil širšo podporo, zato ga bomo predstavili pred vložitvijo vsem poslanskim skupinam, torej vsem strankam, pa tudi zainteresirani civilni javnosti oziroma združenjem, tako Novi slovenski zavezi, Komisiji za mir in pravičnost, tudi Zvezi borcev in drugim organizacijam, ki si bodo to želele. In pri tem seveda bomo iskali še boljše rešitve in ne samo tisto, kar bi nas razdvajalo, oziroma odpravljali bomo tisto, kar bi nas razdvajalo in bomo iskali pozitivne rešitve. Nekateri pravijo, da imamo že zakon, ki to ureja, vendar, kot sem povedala na začetku, obstoječi zakon ne ureja dovolj učinkovito teh problemov in zaradi tega tudi nismo dosegli pomembnega napredka pri odkrivanju teh povojnih prikritih grobišč, pri vpisu v register, torej pri obeleženju teh grobišč oziroma pri vseh drugih vprašanjih, pri pokopu žrtev. Torej vrsto vprašanj se je oziroma vrsto problemov je, ki jih nismo mogli dovolj uspešno rešiti prav zaradi nedorečenosti zakona. Mi tudi predvidevamo posebni status komisije, ki bo dejansko sprejemala načrt dela, ki bo to potem predložila vladi in tudi parlamentu, ki bo dajala poročilo. Pristojno ministrstvo bi zaenkrat ostalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, čeprav smo razmišljali tudi o drugih bolj praktičnih rešitvah, vendar zaenkrat ostaja tako. Zakon pa predvideva tudi posebno proračunsko postavko. Mi smo predlagali 1 milijon evrov letno, dokler tega problema ne uredimo in upamo, da bo denar tudi zagotovljen z rebalansom proračuna za leto 2015. Do sedaj so tudi nekatere druge stranke izrazile naklonjenost, da se ta problematika uredi, seveda o konkretnih rešitvah v zakonu pa se bomo še pogovarjali. In kot je dejal gospod Pavle Jamnik, kriminalist, da vsa leta posluša pozive, to ste, mislim, da vi zapisali, in tisti, ki pa sedaj ne bo za to, da se ta problematika reši, pa je res vprašanje, ali si to želi, da se ta problematika dokončno reši. Mi smo res k temu zakonu pristopili zelo dobronamerno, z namenom, da naredimo korak naprej, da ne spodbujamo ideološkega boja, ampak da pokopljamo vse naše mrtve. Vsi so naši, ne glede na to, na kateri strani so se bojevali ali na kakšen način so bili pobiti, kajti to je enostavno civilizacijska norma, ki je še nismo izpolnili in je to naša dolžnost. Pa še druga tema, o kateri bom spregovorila. Včeraj smo imeli sejo izvršilnega odbora, ki se je udeležil tudi minister Dušan Mramor na njegovo pobudo, kajti vemo, da za sprejem izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu potrebujemo dvotretjinsko večino, da obstoječa koalicija seveda te večine nima, zato so pomembni tudi glasovi Nove Slovenije. Mi smo se resno lotili obravnave tega zakona, pri tem ugotavljamo, najprej naj povem, da Nova Slovenija podpira že vloženi zakon SDS-a, ker menimo, da je postavlja dovolj striktno zahteve za uravnoteženje javnih financ, medtem ko ta osnutek vladnega zakona nima dovolj jasne fiskalne zaveze. In zaradi slabih izkušenj s preteklimi vladami, ko so veliko stvari zapisale, potem pa ne uresničile, tudi zaradi tega ne zaupamo, da bo brez jasnega zapisa neke formule dejansko tudi upoštevano to, kar je zapisano v zakonu. Zato zakon ne sme biti preveč ohlapen, ampak morajo biti v njem jasne določbe. To smo včeraj tudi ministru Mramorju povedali. Odgovoril je, da bo še premislil, kaj lahko stori
ko nam bo podal novi predlog, potem pa seveda se bomo mi odločali, ali je to pravilo dovolj jasno zapisano, ali je še vedno preveč raztegljivo in preveč manevrskega prostora za različne manipulacije. Kar si pa ne želimo, ker vemo, da Slovenija potrebuje določene reforme, da samo z nekimi obliži in kozmetičnimi popravki se ne bomo izkopali iz krize. Naš javni dolg se povečuje in brez resnega pristopa in tudi brez resnih reform ne bomo mogli rešiti tega problema.